Na tem območju pri blohovskem naselju bodo kmalu uredili urbane vrtove. Več o tem nam je povedal Ludvik Repolusk, predsednik krajevne skupnosti Pohorski Odred. Zelo smo veseli, da je na zadnji 13. seji občinski svet enotno potrdil idejno zasnovo za izgradnjo urbanih vrtov, ki bo za nami tukaj, in sicer v širini skupni 2900 kvadratnih metrov, na katerem bo za cirka 1400 kvadratnih metrov urejene površine za vrtove. V tem kompleksu je namenjenih vsega skupaj 56 vrtičkov v skupni višini posameznega vrtička, to se pravi površini okoli 23 kvadratnih metrov. Poleg teh vrtičkov pa bo še zgrajeno 16 visokih gred. Tako da gre v danem primeru za eno urejeno površino z enakovrednimi površinami za vse uporabnike naših urbanih vrtov. Poleg tega pa moram povedati, da bo tudi komunalno urejena, da bo pitna voda pripeljana na samo to območje, javna razsvetljava in pa zbiralniki bodo nameščeni tudi za zbiranje odpadne vode. Na tem istem področju pa bodo tudi vrtne ute, ki bodo namenjene za shranjevanje orodja samih uporabnikov. Glede na to, da smo že nekaj let tako v krajevni skupnosti kot tudi na samih sejah občinskega sveta opozarjali po potrebi urejenega prostora za, naše krajanke in krajane, za izgradnjo, da bodo lahko samooskrbno sadili in pa urejevali svoje vrtičke, kar se pa letos končno izkazalo tudi zaradi potrebe, ker na dosedanji lokaciji, ki je nam vsem poznana, to je med osnovno šolo Pohorskega Odreda, na eni strani in na drugi strani zdravstvenega doma, smo bili priča prvič nenadzorovanemu, posegu v samo naravo, drugič nenadzorovano širjenje posameznikov, ki so se širili z površinami za obdelavo vrtnin, in na drugi strani sedaj smo že videli tam veliko glodavcev, to je tudi postal velik problem, in pa problem, da so nekateri že izkoriščali vse skupaj tudi za smetišče. Do kdaj pa morajo uporabniki odstraniti te vrtove? Po zadnjem obvestilu in pa sklepu, ki ga je sprejela občinska uprava, v kateri se tudi v tem trenutku zahvaljujemo za ves posluh, in tudi župana, da se bo uvrstil v načrt razvojnih programov ta komplet program identifikacije za izgradnjo urbanih vrtov do konca septembra letošnjega leta. Zatem, kar bo gore ostalo, bo seveda strojno odstranjeno. Tako da še enkrat pozivamo vse uporabnike tistih vrtov, da bodo dejansko odstranili svoje vrtnine in pa svoje premoženje do zadnjega, ali pa če rečeva, definirava do 30.9.2021. Tu bi še rad mogoče dodal, da je bila občinska uprava tudi uspešna, saj bo skupni znesek nekje na ključ znaša vse skupaj okoli 168 000 evrov, od tega pa je uspela pridobiti občinska uprava 80% sredstev regionalnega razvoja. Tako da z skupnimi močmi bomo prišli do enega, urejenega prostora za samooskrbo krajanov. Upam, da ne bo ta površina premajhna. Če mi dovolite, bi še želel opozoriti samo na to, da kljub uspešno pripravljenemu projektu urbanih vrtov smo opozorili tudi na zadnji seji občinskega sveta, da pa bo potrebno urediti same dohodne poti do zaključenega kompleksa urbanih vrtov, kar pa je tudi pripravljalec nekje upošteval in tudi zatrdil, da bodo naslednje obravnave to že uvrščeno v sam program.